Vem, dolgo je trajalo. Mogoče celo predolgo. Ampak kaj, ko v Sloveniji nimamo pravega dirkališča, na katerem bi lahko varno priredili divje tekmovanje z avtomobili? Pa smo se odločili za drugo najboljšo stvar. Za gokarte. Ampak ne kar za ene. Vlado, ti praviš, da so to najmočnejši gokarti v Sloveniji, ne? Tako je, kot že naše ime pove Pro Karting, ponujemo Pro različico dirkanja s kartingom, 400 kubičnimi karti, ki zmorejo skoraj 80 km/h in res ponujajo našim uporabnikom pravo dirkaško izkušnjo, seveda v pomanjkanju pravega dirkališča v Sloveniji. Ja, smo tukaj na Pro Kartingu pri osrednjem letališču na Brniku, kjer go-karti okoliške prebivalce motijo bistveno manj kot pa letala tamle čez. Drugač pa res, ne, tu bi moglo biti pravo dirkališče, se tu nobenega nič ne moti, ne? Ja, popolnoma se strinjam. Mi imamo približno 700 metrov dirkalne proge, pa še 4 km pa bi bili tam na pravem dirkališču. In mogoče pa tudi mi dva kdaj to doživiva. Kaj misliš? Ja, jaz upam, da že naslednje leto. Dajmo mogoče 2026, se zmenimo. No, da ne zaidemo. Pripravili smo 4 kroge tekmovanja. Izžrebali prve tekmovalce, ki se bodo danes najprej pomerili v vožnji na čas, potem bodo dirkali, da vidimo, kdo je pri nas najhitrejši v vrtenju tega volana. Najprej bodo odpeljali trening, da se s karti spoznajo. Sej, kdo jih je že vozil, ve, da jih ni težko peljati, ampak je izjemno težko doseči vrhunski rezultat. To vem iz prve roke, ker sem že velikokrat dirkal in čeprav sem se trudil, ker ni šlo, dokler mi kak profi ni povedal, kako moram pravilno odpeljati ovinek. Bruno, a ti obvladaš gokarte? Parkrat sem ga že peljal. Zakaj si ga prijavil? Pa zato, ker je zabavno dirkati. Da pokažem, kdo je najboljši. Sad adrenalina, treba ga je pokoriti. Pričakuješ zmago? Ko smo se presenetili. Pa potrudil se bom. Tako, trening je odpeljan in naši dirkači so že čisto nervozni in živčni in čakajo na start. In samo 2 najboljša boste danes osvojila privlačni nagradi Telemachova paketa Eon Full za 3 mesece. Še bolj pomembno pa je, da se bosta z najboljšima časoma uvrstila v veliki finale, kjer se bo 8 najboljših potegovalo za 3 glavne nagrade dirkaške ure Edifice. Samo najboljši pa bo dobil najdražjo. Jaz jo že nosim, da jim mal delam skomine. Kvalifikacije so bile zelo adrenalinske, saj so imeli praktično samo en krog, da si privozijo najboljše startno mesto. Naučili so se pravilno držati volan, da bodo še bolj učinkoviti, Bruno, Sašo in Martin pa so se odlično odrezali, držali dobro linijo, imeli majhne izgube in posledično dosegli najboljša startna mesta. Se je pa poznalo, da so se mesta med treningom in kvalifikacijami že premešala, pa tudi rezultate so nekateri izboljšali. Naša edina ženska predstavnica Vesna že za dobro sekundo. Napet start. Vsi so se pognali proti prvim ovinkom in že pri drugem se je ustvarila kolona, tako da so morali točno vedeti, kje je treba zavirati. Vmes so seveda taktizirali, ampak Bruno je bil od vsega začetka ekstremno hiter, tako je za njim pa še Martin in Matic. Tudi Tomaž je lepo napredoval, prav Vesna pa se je vztrajno oklepala 6. mesta. Bruno je še povečal prednost, medtem ko sta se za prevlado na drugem mestu borila Martin in Matic. Vmes je Tomaž napredoval do 4. mesta, Frank pa je s taktiko napredoval na predzadnje mesto. Bruno je z idealno vožnjo konkretno povečal prednost pred Maticem, za katerim so bili še Martin, Sašo in pa Tomaž. Videlo se je, da so roke vse že konkretno bolele, ampak morali so zdržati do konca vseh 10 minut dirke za veliko nagrado volana. Sta pa Bruno in Matic za kar en krog prehitela Luko. Vesna, kako je bilo? Odlično, velika adrenalina, pa pač nova izkušnja, pa nekaj, kar ponovadi ne bi ravno upala narediti, no, samo se en danes. Fajn je bilo, vreme je zdržal, ena zanimiva izkušnja, se bo dal še kdaj ponoviti. Dobro, nisem bil najboljši, ampak važno, da smo uživali. Ja, in kak je bil za razplet na koncu? Meni se zdi, da sem dobro vozil, ampak je pred, da že zelo roke bolijo, tako da. Glede na to, da so bile kvalifikacije bolj slabe, je dirka bila kar v redu. In zakaj si bil tako dober? Ja, ne vem, verjetno vaja na simulatorju. Aha. Pa tako. Se pravi, vaja na simulatorju, ne na go-kartu. Ja.
Evo ga, prva dirka je za nami, čestitam Bruno. Bravo, prvo mesto, čestitam Matic. Bravo, drugo mesto. Za vaju poseben paket Telemach EON TV s programsko shemo EON Full. Zate in zate, kar pomeni, da boste lahko spremljala vse fuzbal tekme. Če ne marate fuzbala, lahko spremljate pol tudi olimpijske igre. Če ne marate olimpijskih iger, so še kakšne bolj take igrice tudi na voljo na teh programih. Ne? Tako, 2 najhitrejše smo že dobili, še 6 jih iščemo, zato se čim prej prijavite na volan.si na veliko nagrado Volan.